Pozdravljeni, gledalci na webinarju, ki je uvod v program za dvig čustvene zrelosti, ki ga začnem 6. januarja, traja pa do 2. februarja. Program bo potekal 6 dni v tednu, se pravi sobota bo prosta. Vsak dan bo se začel ob 8:30, končal pa nekje 20 do 10, 15 do 10 najkasneje. Na programu bom v bistvu obravnaval in učil področje čustvene učinkovitosti. Z drugim besedam je čustvena učinkovitost učinkovitost uporabe čustev. Po eko-metodi so pa čustva usmerjena kinetična energija, ki jo iz telesa izražamo ali usmerjamo v okolico in z njimi delujemo na okolico, ki se seveda potem tudi na ta čustva odziva. In zdaj naš vpliv na okolico s čustvi in odziv okolice na naša čustva določa našo čustveno učinkovitost. Z drugim besedam spet, če povzamem, bolj ko smo učinkoviti v uporabi čustev, bolj smo učinkoviti v vplivu na okolico, da lahko nanjo vplivamo na način, da se odziva tako, kot nam bolj ustreza oziroma kot je za nas ali za tiste, ki so naši, bolj ustrezno. Seveda tukaj odzadaj je, lahko bi rekel, cela znanost razumevanja časa, razumevanja fizikalnih zakonov ter vpliva fizikalnih zakonov na nas kot osebo, kot celo osebo in na naše medsebojne odnose, ki jih imamo mi kot celota z drugimi ali ljudmi, živalimi, rastlinami, institucijami, napravami, vse, kar pač v bistvu vpliva na naše življenje in na kar mi vplivamo lahko z našimi čustvi. V čustva seveda tukaj spada tudi gibanje, besede, pogledi, izrazi in celotna simfonija gibanja v telesu, kjer se potencialna energija hrane spreminja v življenjsko energijo in se potem življenjska energija spreminja v kinetično skozi naše gibanje, ki je pa osnova za izražanje čustev. Zdaj, zakaj bi sploh nekdo imel neprimerno čustveno učinkovitost? Glavni razlog za neučinkovito uporabo čustev je v bistvu hiter tempo življenja, ker v bistvu čustva kot taka zahtevajo svoj čas. Močnejša, ko so čustva, več časa potrebujemo, da ta čustva, lahko bi rekel, sprocesuiramo oziroma da z njimi naredimo določen vpliv ali pa da imajo seveda tudi močnejša čustva na nas večji vpliv in zato seveda potrebujemo več časa, da ta čustva potem ali sprejmemo ali pa z njimi vplivamo ali pa se na njih odzovemo. In v pomanjkanju časa, ki je danes v bistvu že normalno stanje, je seveda neizogibno, da pride do pomanjkanja močnejših čustev in najbolj neučinkoviti smo danes ljudje ravno pri močnih čustvih. S tem ne govorimo o nekem specifičnem močnem čustvu, ampak o katerem koli čustvu, ki ga imamo ali ga dobimo ali ga damo v okolico v močnejši obliki, ker seveda tako čustvo ima tudi močnejši vpliv na naše življenje in seveda na druge ljudi in pomanjkanje časa, ki vodi v pomanjkanje močnejših čustev, seveda pripelje do tega, da ima vedno manj ljudi praktično izkušnjo z učinkovito uporabo teh čustev, ker je vedno manj uporablja in posledično seveda smo vedno bolj čustveno neučinkoviti. Pri nekih enostavnih čustvih ali pa manj močnih čustvih je ta učinkovitost še, recimo temu, zmerna ali primerna, ko pa pridemo v močnejša čustva ali pa tudi seveda tudi bolj kompleksna čustva, se pa ta učinkovitost običajno strmo zniža in potem smo vedno bolj neučinkoviti pri njeni uporabi, kar pa seveda za sabo potegne odpor do močnih čustev, odpor do bolj kompleksnih čustev in
Ta odpor seveda potem vodi v senzorno-motorno amnezijo in povečuje čustveno neučinkovitost. Torej, bolj ko smo učinkoviti pri uporabi čustev, bolj učinkovito lahko vplivamo na okolje in tudi naša lastna učinkovitost uporabe čustev nam seveda tudi dovoljuje in omogoča, da tudi sami veliko bolj natančno prepoznamo ali prepoznavamo, kakšne vplive ima okolje na nas, kakšna čustva sproži v nas okolje, ali živo ali neživo. In seveda posledično, ker bolj čustva razumemo v sebi, bolj ko jih čutimo, bolj lahko v bistvu se primerno odzovemo na določena čustva, na določene odnose, na določene vplive in v pravem času uporabimo pravo čustvo ali več čustev, prava čustva na primeren način, ob primerni jakosti, ter s tem seveda logično dosežemo najbolj učinkovito urejanje problemov in bolj ko smo učinkoviti v problemu, seveda bolj smo zadovoljni z uporabo čustev, manj se bojimo uporabe čustev in logično tudi pol več čustva uporabljamo, hkrati pa, ker smo bolj učinkoviti v reševanju problemov, imamo na razpolago tudi več časa. In ena od tem, ki jo bom obdeloval na tem programu, bo tudi ta, kako preprečiti, da pademo v past večje učinkovitosti uporabe čustev, ki se lahko zgodi, ker boljši, ko smo v uporabi čustev, bolj smo učinkoviti v reševanju problemov, bolj ko smo učinkoviti v reševanju problemov, več problemov nam dajo drugi, ki so v njihovem reševanju neučinkoviti, na nas, da jih mi rešujemo namesto njih, kar pomeni, da lahko, če nismo pozorni, zelo hitro pridemo v preobremenjenost in potem kljub temu, da smo bolj učinkoviti v reševanju problemov, nas preobremenjenost v bistvu vzame čas in potem spet ne moremo primerno uporabljati čustva, kar seveda potem vodi v to, da smo neučinkoviti v reševanju problemov. Zdaj, večja, ko je neučinkovitost v reševanju problemov, bolj smo pod stresom, bolj smo v stiski, bolj čutimo strah pred prihodnostjo, večkrat smo razočarani nad sedanjostjo in otožni ali pa ogorčeni nad preteklostjo, ali nad sabo, ali nad nekom drugim, ki nas je upravičeno ali pa neupravičeno razočaral, spravil v nemoč in zaradi lastne neučinkovite uporabe čustev ali pa naše neučinkovitega odziva na njegova ali na njena čustva seveda nas spravil v stisko, ki potem iz preteklosti vpliva na našo sedanjost in prihodnost. In v takem primeru smo vedno bolj zakrčeni, zaradi neučinkovite uporabe čustev in odpora do uporabe teh čustev imamo vedno višjo mišično napetost, ker če imamo nizko mišično napetost ali pa z drugo besedo, če smo bolj sproščeni, pride do težave, da bolj ko smo sproščeni, bolj smo spontani. In bolj ko smo spontani, bolj smo avtentični. In bolj ko smo avtentični, bolj čustva izražamo iz svoje notranjosti, se pravi, bi rekli, da je vpliv iracionalnega, telesnega in podzavestnega na naše vedenje večje. In zdaj, če telesno podzavestnega vedenja in uporabe čustev nimamo urejene ali pa smo od staršev nasledili neučinkovite vedenjske ali pa obrazce izražanja čustev, potem seveda imamo vedno več negativnih izkušenj, kako čustva uporabiti in potem naredimo napake in napake nas v bistvu potisnejo še bolj globoko v še večji dvom vase, v še večji odpor do čustev in povečujemo mišično zakrčenost, zaradi višje mišične zakrčenosti postajamo bolj togi, bolj trdi, dobivamo bolj debelo kožo, kar je sicer v akutni obliki nujno, če želimo včasih preživeti dan, ker je enostavno vsega preveč je napeto, preveč je težko, prevelik gužve, hrupa ljudi, odločitev, besed in dejanj, ampak težava debele kože ali pa povišane mišične zakrčenosti v kronični obliki je pa ta, da v bistvu vedno manj čutimo, kako smo.
tisto, kar se dogaja v nas, ne pride do naše zavesti, da bi se zavedali, v kakem stanju smo, ali smo otožni, ali smo depresivni, ali smo razočarani, ali smo besni, ali smo gnevni, ali smo ljubosumni, ali smo zavistni, ali nas je strah, ali smo žalostni. In pa seveda tudi ne prepoznamo ali pa ne moramo prepoznati vzrokov za taka stanja, ne prepoznamo vplivov okolja na nas, ki nas postavljajo v taka stanja in postajamo vedno bolj trdi, vedno manj povezani s svojo avtentičnostjo, svojo celostnostjo in seveda posledično smo tudi vedno manj vitalni. Kar pa jasno negativno vpliva tako na zdravje, kot na odnose in na življenjsko uspešnost. Zato je učinkovita uporaba čustev, ali z drugo besedo čustvena učinkovitost, garancija in nuja za to, da smo bolj zdravi, da imamo boljše odnose in da smo bolj življenjsko uspešni. Temu je tudi seveda namenjen ta program. In v tem programu boste v 25 dneh spoznali veliko razlag, se pravi teorije, kako čustva delujejo in kako jih učinkovito uporabiti in kako je učinkovita uporaba čustev odvisna tudi od čustvene zrelosti in ravni senzorno-motorne amnezije v telesu, ki seveda določa, tako čustvena zrelost kot SMA, določa, kako dobro lahko in kako učinkovito lahko uporabimo določeno čustvo. Zato seveda bo program sestavljen iz teorije, se pravi razlage. Običajno tem namenim prve pol ure programa med 8:30 in 9. Nato približno pol ure vodim AIQ vajo. Na samem programu se boste naučili 3 različne AIQ vaje, 2 ležeči pa 1 stoječo, katerih namen je, da skozi njih v bistvu se učite biti pozorni na sebe kot celoto, ne samo na določen del sebe, kako stojim, kako sem oblečen, kako sem naličen recimo, ali pa na kakšen način se premikam, ampak tudi kako se počutim, kakšna je moja leva noga, kakšna je moja desna noga, ali čutim v hrbtu napetost, ali čutim mravljince v trebuhu, ali me cuka v desni rami ali po levi rami, kolikokrat me boli vrat, kako nekdo, ki pride v mojo bližino, sproži v meni določeno čustveno reakcijo, ali pozitivno ali negativno, ki je prej sploh opazil nisem, in seveda potem lahko na osnovi manjše senzorne amnezije, kar pomeni, da bolj čutite v zavesti sami sebe, začnete povezovati dogodke, vplive, kako nekdo drug vpliva na vas, kako vi vplivate na druge, kako recimo vreme vpliva ali pa določeno delo. Eno delo vas spravi v dobro voljo, drugo delo vas recimo spravi v slabo voljo, kar seveda potem vse vpliva na to, kakšno imate neko osnovno stanje v telesu, ki pa kronično potem vpliva na način, na kakšnega razmišljate, na kakšnega se odločate, kakšna dejanja izvedete. Dejanja so pa v bistvu uporaba čustev za vpliv na okolje. In bolj ko z vajami čutite sebe, bolj v bistvu lahko tudi izven vaj čutite, kako ste in kaj vse vpliva na to, kako ste, kar je pa osnovni predpogoj za drugačne čustvene odzive. Zdaj, če podam neko osnovno primerjavo med čustveno zrelostjo in čustveno učinkovitostjo, v bistvu čustvena zrelost določa čustveno učinkovitost. Sama čustvena zrelost dejansko po AIQ-ju določa, kako močno čustvo ali občutek lahko imamo v telesu, pa da še zmeraj obdržimo zavesten nadzor in vpliv nad svojim vedenjem, nad svojim izražanjem, nad svojimi vplivi. Kar pomeni, da čustvena zrelost določa, kakšno notranjo napetost lahko imamo in v kakšni obliki, da lahko še zmeraj racionalno razmišljamo, kaj bomo rekli, kaj bomo naredili, kako se bomo vedeli, kako bomo vplivali na nekoga ali nekaj, da bi dosegli najboljši možen, trenutno dosegljiv možen rezultat,
ter racionalno določali, kdaj je najbolj primeren čas, najbolj primeren kraj, najbolj primeren način in jakost čustev, ki jih bomo uporabili za to, da bomo vplivali na nekoga, ali pa po drugi strani, da ko bomo pod vplivom močnejših čustev ali pa pritiskov sil iz okolice, ki bojo dvignile pritisk na nas in posledično tudi v nas, da bomo kljub temu močnemu pritisku ohranili razumnost in razmislili, kako se odzvati, da bo to v bistvu srednjeročno pa dolgoročno najbolj učinkovito. Torej, čustvena zrelost, se pravi višja, ko je čustvena zrelost, boljšo imamo lahko tudi čustveno učinkovitost. Se pravi, sta tesno medsebojno povezani. Na obe, tako na čustveno zrelost kot na čustveno učinkovitost, pa primarno vpliva najbolj senzorno-motorna amnezija, tako po senzornem delu živčnega sistema, kjer senzorna amnezija onemogoča, da bi nekaj, kar se dogaja v telesu ali okoli telesa, začutili takšno, kot je, takrat, ko se to dogaja, v takšni obliki, kot se dogaja, in seveda dobimo potem realno oceno, kakšna je situacija okoli in v nas, in da se potem na te impulze, na te vplive iz telesa in iz okolja na telo odzovemo z mešanico podzavestnih, prednaučenih vedenjskih vzorcev in zavestnega vpliva, ki ga pa seveda lahko veliko bolj kvalitetno zasproti prilagajamo temu, kar se dogaja v nas in okoli vas ali nas, in kombiniramo v bistvu, tem rečemo pravi, koju telesno inteligenco in čustveno inteligenco ali pa splošno inteligenco, kombiniramo telo, podzavest in naš ali razum, da naredimo najboljšo možno stvar ob pravem trenutku na prav način. Tako da v tem kontekstu bom na programu učil o čustveni učinkovitosti, zraven bom razlagal o delovanju avtonomnega živčnega sistema, ki ima pomembno vlogo pri temu, na kakšen način čustvo dojamemo, na kakšen način čustvo vpliva na nas in tako, če pride iz nas gor, da ga damo ven, ali pa če pride iz okolice v nas, to je vse vpliv na nas, na zavesten del nas. In še posebej pri dihanju, ki se ga boste na programu učili 2 tedna, 2x po 6 dni, drugi pa 4. teden, boste lahko opazili, na kakšen način, v kakšnem stanju imate avtonomen živčen sistem, ali je v simpatičnem ali v parasimpatičnem, kako se odzivate na spremembo stanja vašega avtonomnega živčnega sistema, kako se odzovete na sproščanje telesa in prehod iz simpatičnega v parasimpatično stanje, ali je odziv na to pozitiven ali negativen, ali sploh lahko spremenite stanje avtonomnega živčnega sistema z dihanjem, ali imate notranje stanje ali pa kronično aktivnost avtonomnega živčnega sistema kronično v simpatičnem stanju. Najpogosteje, redkeje, da imate parasimpatično dominanco, in potem boste skupaj z izvajanjem vaj, tako dihalnih protokolov kot AEQ vaj za spreminjanje SMA, vedno bolj v bistvu čutili in razumeli, kakšno je vaše trenutno stanje, na kakšen način vpliva vaša okolica na vas, in potem lahko greste v spreminjanje vašega zavestnega vpliva na telo. In s tem, ko spreminjate zavestni vpliv na telo, lahko seveda spreminjate tudi odnose in vaš vpliv izražanja čustev na druge, na okolico. In v tem primeru se potem avtonomni živčni sistem, ki ga bolj zavestno čutite, lahko postopoma skozi več mesecev, ker avtonomni živčni sistem potrebuje več časa, zato je temu namenjen predvsem čas po programu, na njega vplivate iz 2 koncev, se pravi na zavestni ravni,
ga bolj razumete, bolj lažje določite, kaj vse vpliva na vaš avtonomen živčni sistem in potem s svojim zavestnim vplivom prek telesa in dejanj ter čustev vplivate na okolico, da se postopoma spremeni v drugačno in sprememba okolice v bistvu je tista, ki omogoča potem tudi spremembo avtonomnega živčnega sistema. Tako da bo veliko govora in vaj namenjenega temu, kako zaznati notranje stanje, notranji tlak in kako potem ta notranje stanje tudi postopoma umiriti ter prenesti to umirjanje, ker čeprav se večina ljudi zdi, se bom pomirjal ali umirjal, to je pa fino, se v bistvu pokaže, da če se dejansko greste res v narekovajih celostno umirjati, tako da je zraven tudi telo udeleženo, da lahko pride pogosto do močnih odzivov, lahko rečemo celo utegnitvenih simptomov, zmanjševanja odvisnosti od kronične napetosti pa zakrčenosti, visokega notranjega ali pa zunanjega pritiska, ki je pri večini ljudi izjemno pogost in vodi seveda potem v neurejene odnose in tako imenovano čustveno izčrpanost, ker v bistvu imaš tak negativen občutek pa recimo rezultate uporabe čustev, da dosti ljudi dobesedno dvigne roke nad čustvi in čustev ne uporablja ali pa jih uporablja izjemno redko, ter se v bistvu spremenijo v neke vrste žive stroje, kar je pa seveda tragično in vodi pa seveda v vedno večje težave in takšne ali drugačne vrste depresije. Kot že rečeno, zajeko vajanj, ki jih bom učil v drugi polovici ure programa, vam bom pomagal povečati vpliv vaše telesne zavesti, povečal občutenje telesa in povezave med telesom in zavestjo, ter seveda bolj, ko boste imeli povezavo zavest, telo zavest aktivno, bolj boste lahko opazili najprej subtilno, potem pa vedno bolj očitno vplive vaših podzavestnih ozorcev, ki jim ne bo ustrezalo, da ste v nekem stanju, v nekem okolju, ki je za vas nenormalno in neobičajno. In takrat seveda potem lahko opazimo, da kljub temu, da točno vemo, kaj hočemo, ker dobite zelo jasno navodila, kako vajo izvesti, živčen sistem pa mišičen sistem delujeta po svoje, kot da imate v telesu še enega šefa, še enega dirigenta, ki pa dirigira drugače, kot dirigira vaša zavest. In skozi vaje v bistvu spoznate, da ima zavest v resnici zelo omejen vpliv na telo, ki se ga da z vajo in razumevanjem teorije postopoma izboljšati. Nikoli ni absoluten, da lahko zavestjo vse naredite, ker telo ima še zmeraj glavno besedo in podzavesten vpliv na njega je bistveno močnejši od zavestnega. Kratkoročno sicer zavest lahko prevzame nadzor, dolgoročno pa ne, ker je to preveč utruja. Skozi vse skupaj boste vedno bolj jasno čutili senzorno-motorno amnezijo, to je v bistvu AEQ izraz, ki določa vpliv podzavesti na delovanje senzorno-motorne povratne zanke in s tem vpliv podzavesti na delovanje živčno-mišičnega sistema. Skozi program in to, kar se boste učili na programu, boste dobili tudi v sklopu programa učbenik, kjer bojo te pojmi in določeni principi, ki so pomembni za razumevanje celega področja čustvene učinkovitosti, bili bolj podrobno razloženi v PDF obliki za lastno uporabo. Enako boste dobili tudi končne verzije vaj, ki se jih boste učili na programu, zato da jih boste lahko potem izvajali. Ter dihalni protokol, ki bo v tem programu bil aktiven za to, da boste lahko zavestno vplivali na dihanje in posledično vedno bolj dihali, čutili takšno, kot je in potem prepoznavali, kaj vse vpliva na vas, ker običajno zunanji vplivi na vas ali pa notranje neravnovesje iz vas najbolj očitno vpliva na dihanje, šele potem opazimo recimo težave še kje drugje. Tako da bo v programu bo namenjen veliko časa za določanje mej, se pravi, zakaj so meje pomembne, kako se postavlja meje in kako pravilno postavljati meje, da se ve,
ali pa da ne pride do zlorabe, da na določenem področju življenja ne znate postavljati meje in potem ste pretirano omejeni, ali pa druge ljudi, sploh recimo otroke, pretirano omejite na drugih področjih življenja, da dosežete vsaj neko notranjo izenačenost, ravnovesje, čeprav seveda na zunaj pa to pol lahko pripelje do zelo hudih, do zelo velikih problemov, ker ste na določenih področjih preveč omejeni ali pa preveč omejujete na določenih, ste pa brez mej ali pa dopuščate, da drugi vplivajo, prestopajo te meje, brez da bi se branili pred tem ali pa jih kaznovali, če ne spoštujejo vaših meja. Učili se boste razumevanje in odpravljanje vzorcev, ki vodijo v neproduktivno vedenje v odnosih, dialog, pogovor, poslušanje, kako v bistvu lahko z nižjo senzorno-motorno amnezijo in višjo čustveno zrelostjo dosežete višjo učinkovitost uporabe čustev pri medsebojnih odnosih, najbolj s partnerjem, seveda potem tudi z otroci, starši in ljudmi, s katerimi ste v vsakodnevnih odnosih. In seveda bolj, ko ste čustveno učinkoviti, lažje uporabljate odnose za reševanje problemov in vam je tudi seveda potem manj težko biti v odnosih, ne postajate cinični, sarkastični, sovražni, odtujeni, odmaknjeni od ljudi, kar seveda ne pomeni, da se družite z vsemi ljudmi ves čas, ampak dejansko bolj, ko čutite sami sebe skozi vaje, pa nižjo SMA, bolj v bistvu čutite, kje so vaše meje na telesni ravni, ki so lahko dosti drugačne od meja, ki jih imamo postavljene v zavesti. Tako da veliko ljudi na takem programu spozna, da v določenih delih svojega življenja ne vedo, kje so meje, ali pa so te meje virtualno v zavesti postavljene dosti drugje, kot jih pa dejansko telo lahko prenese. In zaradi tega, ker pride do velike razlike med temi mejami, smo dostikrat prepričani, da določenosti zmoremo, da lahko naredimo, da to pa ni noben problem, potem pa se počutimo čudno, se poškodujemo, smo napeti, zadirčni, živčni, prestrašeni, razočarani, pa sploh ne vemo zakaj. In seveda je bolj, ko skozi nižjo SMA, pa višjo čustveno zrelost čutite svoje lastne meje, kje so vaše meje, bolj znate postavljati druge meje drugim in tudi seveda sebi, da vi ne delate škode drugim, ker to glih tako narobe, kot če drugi vam. In v tem primeru seveda lahko potem veliko bolj poglobite povezave z drugimi ljudmi na podlagi večje čustvene zrelosti in učinkovitosti, kar pomeni, da imate globlje odnose, ki so vam bolj pomembni in imate zanje več časa na voljo in tako v bistvu večkrat uporabljate močna čustva, tako negativna kot vedno bolj seveda tudi pozitivna, kar vas pa v bistvu postavlja v boljšo povezanost z drugimi ljudmi. In življenje postaja postopoma vedno lažje in verjetno ni treba posebej poudarjati, koliko so socialni stiki, sposobnost druženja z drugimi ljudmi, brez da pride do zamer, do razočaranj, do nerešljivih razkolov, konfliktov in podobno, kako to pozitivno vpliva na zdravje, na telo in na dolgovečnost. Dokazov, raziskav, ki so dokazovale direktno povezanost med dolžino življenja in kvaliteto socialnih stikov, je nič koliko. In seveda višja čustvena učinkovitost direktno pomaga, da imamo več čustvenih povezav z drugimi ljudmi, kar pomeni, imamo bolj stabilno, bolj globoko in tudi delno bolj široko, obsežno, seveda ne preveč, mrežo odnosov ljudmi, s katerimi izmenjujemo čustva in na ta način v bistvu skrbimo mi za njihovo, oni pa za naše zdravje, dobro počutje in življenjsko uspešnost. Pri samem programu bom tudi obravnaval, kako dvig čustvene učinkovitosti omogoča boljšo organizacijo med odnosom med telesom, umom in okoljem in seveda boljšo organizacijo tako odnosov kot dela,
ker višja, ko je čustvena učinkovitost, boljši imamo tudi občutek za čas. Nižja, ko je SMA, pa višja, ko je čustvena zrelost, bolj čutimo, da smo ali moški ali ženska, da imamo moško ali žensko telo. In tem primerno potem vedno bolj postaja normalno in samoumevno ter naravno, avtentično in spontano, bolj moško vedenje pri moškem telesu, pa bolj žensko vedenje pri ženskem telesu, in s tem pride do bolj učinkovite porazdelitve vlog v partnerskem odnosu, ali seveda tudi starševskem, če imamo že otroke, kar seveda za sabo potegne boljše vključevanje učinkovite uporabe čustev v vsakdanjo rutino, v vsakdanje odnose, kar pa seveda potem dolgoročno pripelje do tega, da so naši občutki, zadovoljstvo, splošno počutje in telesno zadovoljstvo ter splošno veselje, radost in tudi ljubezen vedno večji, zaradi tega, ker veselje, radost, ljubezen, to so vse močna čustva, močna pozitivna čustva, ki pa jasno, če nimamo primerne čustvene zrelosti in učinkovitosti, lahko tako kot vsako močno orodje, če ga ne znamo uporabljati, ali pa če smo neučinkoviti v uporabi določenega recimo orodja, ali pa lahko tudi rečemo začimbe in podobno, postanejo rezultati našega dela z uporabo teh orodij ali pa začimb taki, da smo razočarani, lahko so celo nevarni, so neužitni, neučinkoviti in potem v bistvu spet pridemo do tega, da se močnih čustev začnemo izogibati, ter se začnemo vedno bolj vračati v to, v kar so nas v preteklosti poskušali prepričati, da je najboljši, in to je, da smo računalniki, naprave, produktivna bitja, ki v bistvu imajo čim manj čustev, zato da so čim bolj produktivna in da čim manj čustva vplivajo na njegov delavnik, na vsak dan in na to, kako lahko funkcionirajo, kar se pa je že do dobra pokazalo, da je dolgoročno nevzdržno in da ljudi v bistvu dobesedno ubija. Na tem programu bom predstavil poglobljeno 5 osnovnih čustev, to so jeza, radost, krivica, trema in protest. Ta čustva sem izbral, ker so v bistvu zelo pomembna za višjo čustveno učinkovitost. Njihov namen je, da z njihovo uporabo ali pa medsebojnim kombiniranjem teh čustev znate bolj jasno postavljati meje, ste bolj veseli, ker imate bolj urejene, bolj kvalitetne odnose, bolj jasno se zavedate, da se vam godi krivica, kar pomeni, da nekdo je prestopil vašo mejo in tega ali ne ve, ali pa noče priznati, ali mu je pa vseeno. In seveda potem vam to omogoča, da protestirate, da dejansko se postavite zase, da zahtevate odpravo krivic, odpravo napak, odpravo v bistvu travm, kar pa seveda potem omogoča radost. Hkrati je pa pogost problem, zakaj se ljudje ne postavimo zase, ne zahtevamo pravico in odpravo krivice, da smo lahko radostni, ravno trema, ker nimamo občutka, da smo pomembni, nimamo občutka, da je nekom mar za nas, da je nekom mar za to, kaj mi povemo, kaj je nam v redu, kaj nam ni v redu. In seveda zaradi treme pogosto tudi ne moremo delovati v skupini, kar pomeni, da ne moremo zastopati skupnih interesov, da se ne moremo postaviti v kožo nekoga drugega, da nas je sram, da imamo odpor do tega, da bi dvignili glas, da bi dvignili roko, da bi povedali, kaj si mislimo, in s tem v bistvu stopili v bran nekom drugem, zaščitili sebe, partnerja, družino, otroka ali pa nekoga, ki dejansko našo zaščito, pomoč, podporo potrebuje. In bolj, ko boste ta čustva poznali, lažje vam bo dejansko delati, uporabljati čustva in boste seveda tudi temu primerno bolj učinkoviti v uporabi čustev. Da upam, da sem vam dovolj jasno predstavil namen programa. Mislim in prepričan sem, da bo program bil v veliko korist vsakemu, ki se ga bo udeležil in ima težave z uporabo čustev, ima
čuti ali pa tako pogleda svoje rezultate, vidi, da ni zadovoljen s tem, kako je, čeprav lahko čustva pozna ali pa ima lahko tudi visoko čustveno inteligenco, nekje v sebi čuti, da ta čustva, ki nastajajo v telesu in seveda tudi najbolj vplivajo na telo, ne more primerno uporabljati, ne more jih primerno izražati in kljub temu, da ve veliko o čustvi, ve veliko o odnosih, v resnici nima dobrih odnosov in ne uporablja dobro čustev. Takih strank imam veliko in zajekujem se, da čustveno inteligenco vedno lepše, seveda traja določen čas, spremeniti v višjo čustveno zrelost in s tem potem tudi v višjo čustveno učinkovitost. Če vas zanima, se lahko prijavite na program in se potem 6. januarja ob 8:30 zvečer dobimo na Zoomu in začnemo to 25-dnevno pot v višjo čustveno učinkovitost. Hvala lepa za vaš čas in nasvidenje.